Dober dan. Vlada je danes sprejela spremembe zakona o socialno-varstvenih prejemkih, s katerim zasledujemo dva cilja. Prvi cilj je razmejiti denarno socialno pomoč in minimalno plačo, pri čemer moram takoj na začetku povedati, da denarna socialna pomoč ostaja v enaki višini. Drugi cilj pa je hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela. Za razmejitev denarne socialne pomoči in minimalne plače predlagamo ukinitev dodatka za delovno aktivnost, saj z vidika gospodarskih razmer in stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, dodatek za delovno aktivnost ni več ustrezno umeščen institut denarne socialne pomoči. Dodatek za delovno aktivnost je bil namreč sprejet kot dodatek k denarni socialni pomoči v času največje gospodarske krize leta 2011, ko je bila tudi denarna socialna pomoč zelo nizka in je znašala 230 evrov. Denarna socialna pomoč danes znaša 392,75 evra, torej za 160 evrov več in skupaj z dodatkom za delovno aktivnost dosega že skoraj 600 evrov oziroma 89% minimalne plače. Posledice te anomalije sistema so, da je denarna socialna pomoč danes postaja redni dodatek delovno aktivne populacije in to v času, ko nam na trgu dela primanjkuje delovne sile. To se odraža tudi v skokovitem porastu upravičencev do denarne socialne pomoči. Moram povedati, da od aprila lanskega leta in do aprila letošnjega leta se je število upravičencev povečalo za cirka 14.500, torej od 98.000 na nekaj preko 92.000 upravičencev denarne socialne pomoči. Poleg že omenjene anomalije, da se danes denarna socialna pomoč in dodatek za delovno aktivnost približa 89% minimalne plače, želimo z predlagano spremembo odpraviti še eno anomalijo. Namreč v obstoječi ureditvi se namreč prejemniki denarne socialne pomoči in dodatka za delovno aktivnost ne želijo vključevati v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, katere namen je ravno opolnomočenje posameznika za lažjo vključitev na trg dela. Eden od ključnih razlogov je tudi, da se jim z vključitvijo v aktivno politiko zaposlovanja denarna socialna pomoč zniža. Gre za anomalijo v obstoječi zakonski ureditvi, ki jo želimo z novelo zakona odpraviti. To pomeni, da po novem denarna socialna pomoč zaradi prejemka iz naslova ukrepov aktivne politike zaposlovanja ne bo zmanjševala denarne socialne pomoči, kar je ključnega pomena za hitrejšo aktivacijo dolgotrajno brezposelnih. Po novem bo tako, če se bo brezposelna oseba, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, vključila v aktivno politiko zaposlovanja in iz tega naslova prejela prejemek, le ta ne bo vplival na njeno denarno socialno pomoč. Ta sprememba je za hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela ključna, še posebej, ko imamo takšno pomanjkanje delovne sile na trgu dela. Hvala. Hvala ministrici za predstavitev tega predloga zakona. Vaše vprašanje na to temo? Izvolite. Sanja Gornec, STA. Kako pa odgovarjate na očitke cele vrste nevladnih organizacij, ki so v bistvu vlado pozvali k temu, da ne ukine dodatka za delovno aktivnost, češ da bo to revnim še zniževalo sredstva za njihovo življenje? Tako skupaj z nevladnimi organizacijami smo se usklajevali, sedela sem tako z Zvezo prijateljev mladino, prejšnji teden tudi z predstavniki oziroma z vodstvom filantropije, slovenske filantropije. Ugotavljali smo, predstavili smo jim naše razloge in tudi ugotovili, da seveda denarna socialna pomoč plus dodatek za delovno aktivnost se nevarno približa minimalni plači in povečuje to past neaktivnosti. In istočasno smo se dogovorili, da bomo skupno pomočjo poskušali te ljudi, da ne bodo ostali socialno izključeni, vključevati v programe socialne aktivacije. Namreč moram povedati, da smo takoj že na začetku našega mandata v mesecu oktobru startali
pilotni projekt povezovanja zavodov za zaposlovanje in centrov za socialno delo. Namreč prejšnja ureditev je bila takšna, da se je dolgotrajno brezposelno osebo povabilo enkrat na 4 mesece. Danes v tem pilotnem projektu smo zajeli vse dolgotrajno brezposelne, stare do 39 let in jih vabita oba svetovalca, tako Zavoda za zaposlovanje kot Centra za socialno delo enkrat na 14 dni. In takoj z njim morate narediti zaposlitveni načrt, ali je možno najti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ali ga je možno takoj vključiti katero izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali katerega izmed programov socialne aktivacije. Namreč ta mreža mora delovati na ta način, da ujame vsakega posameznika, ga opolnomoči in poskuša čimprej vrniti na trg dela. Tako da bomo skupaj z nevladnimi organizacijami poskušali še ukrepiti politike socialne aktivacije oziroma programe socialne aktivacije, ravno zato, da ne bi nihče izpadel iz tega sistema. Pomemben je vsak posameznik, vsakega je potrebno ujeti in vsak je seveda sposoben za delo ga opolnomočiti, da bo lahko se vrnil na trg dela. Moram tudi povedati, da prvi ukrep vlade oziroma mojega ministrstva je bilo, da smo ohranili denarno socialno pomoč, ker Zakon o socialno-varstvenih prejemkih, ki je bil sprejet v mesecu aprilu 2018, je seveda denarno socialno pomoč zvišal samo začasno do konca leta 2018. Če ne bi sprejeli v mesecu novembru Zakon o socialno-varstvenih prejemkih in denarno socialno pomoč ohranili v enaki višini kot trajen ukrep, bi seveda ta s 1. januarjem padla za 60 evrov. V tistem času se mi zdelo to nedopustno. Namreč socialno, vsi tisti, ki seveda ne morejo preživeti oziroma ki ne morejo delati, vse te osebe morajo prejeti znesek, ki jim omogoča preživetje, in ta je zdaj izračunan na 392,75 evrov, torej pomeni, da se je povečal za 30%. Hvala.